občinskem informatorju. Priprava na poletne prireditve v Staršah, rekordno obisk in veličasten uvod v 13. mednarodni glasbeni festival Arsana. Največja slovenska zastava plapola v Tršcu, naselju občine Videm. Letalski center Maribor lahko vsaj do konca septembra izvaja protitočno zaščito. Na Muti so ponosni na gasilce iz domačega prostovoljnega gasilskega društva. Zaključen še en uspešen festival Lent. V Drvetincih postavili razgledni stolp, s katerega se vidi daleč naokoli. Kungoti podelili priznanja športnikom in pozdravili olimpijsko baklo. Izredna seja na Ptuju zaradi blata. Lepo pozdravljeni. Tudi v občini Starše se že pozna, da je poletje. Ob sprostitvi ukrepov so veseli, da so pričakali slovensko olimpijsko baklo, pripravljajo pa se že na tradicionalno žetev v Zlatoličju, na kateri bodo 17.7. od 10. ure naprej prikazali stare običaje. Župan pa je še povedal, da se ta teden začenjajo prva vodna gradbena dela v povezavi s podružnično osnovno šolo Marjeta. Župan Starše je izpostavil, da se veselijo sprostitve ukrepov, s katero so dobili tudi zeleno luč za pripravo dogodkov, na katerih pa še vedno upoštevajo vse ukrepe, ki jih morajo. Včeraj so že imeli prihod slovenske olimpijske bakle. Potem imamo 17.7. žetev. To je krasna takšna prireditev, ki jo pripravlja turistično društvo Starše, društvo Ajda in pa občina, kjer se obujajo stari običaji žetve. Tako da ne mirujemo. Se vidi, da se zadeva sprostila in da so ljudje željčni druženja in prireditev. Ta teden pa se pravzaprav začnejo prva gradbena dela, povezana z izgradnjo podružnične osnovne šole v Marjeti, na katero že dolgo čakajo. Z veseljem lahko rečem, da v glavnem vsi projekti zastavljeni tečejo po terminskem planu. Tako v tem tednu smo pričeli z izgradnjo te ulice ali pa povezovalne ceste za izgradnjo Poš Marjeta. Javno naročilo je v teku. 19.7. imamo odpiranje prispelih ponudb. Jaz upam, da se bodo seveda ponudniki oziroma izvajalci prijavili in da bomo dosegli eno ugodno ceno. Prav tako smo sklenili prodajne pogodbe z glavnimi 3 kupci industrijske cone za glavne 3 sklope v cirka 6,5 hektarja. Sicer se pogodbe še niso, oziroma obveznosti po pogodbi niso izpolnjene, tako da težko govorim o kupcih. Me pa veseli, da praktično so ti posli v teku in da zadeve tečejo tako, kot morajo. Pri tem pa župan upa, da se bo dobro obrestoval tudi obisk šolske ministrice, ki je bila v Staršah v sklopu obiska Vlade Republike Slovenije v Podravju. Moram poudariti, da smo na občini Starše res zadovoljni z delom te vlade, da je vlada izredno odzivna, da smo seveda takrat, ko smo ugotovili, da smo na razpisu Ministrstva za šolstvo šele na 73. oziroma 75. mestu, napeli vse moči, da bi vlado prepričali, da so ti projekti, ki jih izvajamo v občinah, nujni. In pri tem smo, mislim, da bili zelo uspešni, saj je ministrica tukaj izrecno izpostavila, kar je potem potrdila tudi na srečanju vlade, da je vlada našla denar za vse prijavljene projekte, ki imajo izpolnjene pogoje. To je za občino Starše skoraj 1.250.000. Ta sredstva so res nujna za izgradnjo te šole oziroma tega izpolnitev projekta. In ob takih zagotovilih vlade lahko v Staršah zdaj upajo, da bo nova podružnična osnovna šola Marjeta kmalu tudi stala. Začetek festivala Arsana je naznanila Operna noč na Ptuju. Minuli vikend so izjemni operni solisti na Panoramo privabili množico obiskovalcev. Po podatkih organizatorjev celo rekordno število. Zbralo se jih je več kot 5000, ki so uživali, ko so lahko prisluhnili glasbi v živo. Z Operno nočjo se je letošnji festival uradno začel. Na Ptuju je bilo nekaj obiskovalcev, na Panorami že popoldne med tonsko vajo. Glasbeni večer ob največjih opernih uspešnicah pretekle in prihodnje sezone je pod taktirko dirigenta Simona Krečiča izvedla opera SNG Maribor s simfoničnim orkestrom in izjemnimi solisti. Sempre un amabile leggiadro viso
impianto in riso e menzognero, la donna è mobile, quadium al vento, muta d'argento e di pensier. Na koncu je množica izjemnim nastopajočim namenila stoječe ovacije. Festival Arsana se bo sicer v najstarejšem slovenskem mestu odvil med 17. in 29. julijem s pestrim programom za prav vsak glasbeni okus. V praznovanju kar 3 praznikov so v občini Videm izobesili največjo slovensko zastavo. Ob 15. občinskem prazniku, ob 27. rojstnem dnevu občine Videm in hkrati še 30. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije. 13-metrsko zastavo na 25-metrskem stebru se vidi daleč naokoli. V Tržcu, naselju občine Videm, so tik ob avtocesti postavili velik steber, na katerega so izobesili največjo slovensko zastavo. Po nekaterih ocenah, ne naših, zgolj tistih, ki so jo že videli, ena najlepših zastav, kajti usklajenost med dimenzijami same zastave ji zelo pristaja tudi steber, na katerega je obešena. Zastava je vidna daleč naokoli, tudi z avtoceste. Ob krožišču, kjer je zastava, pa imajo tudi počivališče. Ker se v tej neposredni bližini poteka Piranska avtocesta proti mejnemu prehodu Gruškovje, v času turistične sezone je ta cesta izredno prometno zasedena in kar veliko turistov se odloči na izvozu Lancova vas zaokroži en krog v krožišču tukaj v Tržcu, kjer je izobešena ta zastava. V neposredni bližini smo tudi namestili klopco in mizo, da si lahko kdo odpočije in seveda turisti ali pa domačini to izkoristijo za kakšen arhivski posnetek ob trenutno največji in, kot pravim, tudi najlepši zastavi v Republiki Sloveniji. Podal nam je še nekaj tehničnih lastnosti stebra in same zastave. Da je največja, je Heraldika Slovenija to potrdila. So seveda dimenzije, ki so znane, v dolžino ta zastava meri 13 metrov, v širino je 6,5 metrov na 25-metrskem stebru in morda še nekaj tehničnih podatkov. V zemljo smo zakopali 2 betonska bloka, vsak blok ima 3000 kilogramov, se pravi 6 ton, lahko rečemo, je skupaj ta teža, na kateri je steber in na katerem potem plapola naša slovenska zastava. Za počivališče ob zastavi pa imajo tudi že velike načrte. Župan pravi, da zagotovo ne bo ostalo samo pri mizi in klopi, ampak ga bodo razširili. Letalski center Maribor bo vsaj v prihodnjih 3 mesecih vendarle lahko izvajal letalsko protitočno zaščito. Agencija za civilno letalstvo je izjemoma začasno odobrila uporabo opreme za zaščito proti toči na letalu, ki ga center uporablja za ta namen. Z rešitvijo lahko v letalskem centru Maribor začnejo izvajati dejavnost, s katero pokrivajo okoli 70 občin. Operativno, kajti vlada se je toliko potrudila, da je premaknila nekatere administrativne zapreke. Upam, da bo vse, kar smo se dogovorili, držalo, da bomo v bodoče našli en sistemski način reševanja obrambe pred točo, kajti menim, da je zadeva za teh 70 lokalnih skupnosti, ki to podpirajo, zelo važna, kajti toča ne dela škode samo na kmetijskih predelkih, tam je mali delež, večinoma škode se povzroči na gospodarstvo, tudi ekološki problem je lahko, kajti če pade toča, se barvajo avtomobili, menjujejo strehe, uporablja 10-krat več fitopatoloških sredstev in je to tudi okoljski problem. Medtem ko se je prejšnja leta pogosto zapletalo z urejanjem pogodbe s kmetijskim ministrstvom, ki prispeva tretjino stroškov, so letos to dobili relativno hitro.
Jih je pa zato odločitev Agencije za letalstvo presenetila. Seveda, bitke proti naravi ne moreš nikoli dobiti, lahko pa umilimo te ujme, kar smo v zadnjih 40 letih, naslednjo leto imamo namreč 40 let aktivne obrambe pred točo z letali, tudi dokazali. Agencija za civilno letalstvo je letalskemu centru Maribor izvajanje dejavnosti zaščite, ki jo na območju severovzhodne Slovenije izvaja na podlagi podane izjave o letalskih operacijah, prepovedala z odločbo, ki je bila izdana 21. junija. Zakaj je moralo biti letalo nekaj dni na tleh? Težko sodim o tem. Agencija je v bistvu po 40 letih pregledovanja tega letala na takšen ali drugačen način ugotovila, da nimamo certifikata za opremo. Žal smo ta certifikat izgubili v Beogradu v bombnem napadu, ker je zgorela arhiva in resnično nimamo takega certifikata. Vendar ga tudi ostali izvajalci v Evropi nimamo, ker glih tak velja EASA kot pri nas in so našli neko drugo rešitev, od Manner Modification in tak naprej. Enaka oprema je že leta montirana na cestnah na Dunaju, zraven Dunaja Krems. In mi smo sedaj v polnem postopku pridobivanja papirjev tudi po EASI. Poglejte, pod naš razvoj so podpisani 3 doktori znanosti z fakultete v Mariboru in to so ljudje, ki so učili starše od teh, ki danes delajo komplikacije. Agencija je le nekaj dni kasneje odobrila vlogo za odobritev izjeme v skladu z Evropsko uredbo za tako imenovana dela v zraku, ki državam članicam omogoča, da v primeru nujnih nepredvidenih okoliščin odobrijo izjemo od izpolnjevanja zahtev osnovne uredbe in zahtev delegiranih in izvedbenih aktov fizičnim in pravnim osebam. Operaterju v športnem društvu Letalski center Maribor so tako zaradi nujnih nepredvidenih okoliščin odobrili uporabo opreme za zaščito proti toči. Na Muti so se nedavno predstavili gasilci prostovoljnega gasilskega društva Muta, ki imajo tako kot drugod po Sloveniji izjemno pomembno vlogo, je povedal župan Mute. In zdaj, ko se preventivni ukrepi proti covidu vse bolj sproščajo, imajo gasilci spet možnost za vaje in nenazadnje tudi za druženje. Prostovoljni gasilci iz prostovoljnega gasilskega društva Muta so bili veseli, da so se preventivni ukrepi sprostili. Dobri občutki, ker med epidemijo smo delali normalno dejavnost, isto redno dejavnost, se pravi operativa, da smo hodili na intervencijo, vse ostalo je bilo pa ukreno, nismo skoraj nič delali. Med epidemijo je tako res delovala samo operativna enota, tudi vaj niso imeli. So pa ob občinskem prazniku pokazali, kaj imajo. Predstavili bomo našo tehniko, vozila, reševalno, osebna zaščitna sredstva, reševalno opremo, mladina se bo predstavila z vajo, veterani, starejši gasilci se bojo predstavili z vajo. Imeli bomo tudi prikaz gašenja z ročnimi gasilnimi aparati, možen bo servis aparatov in nakup novega gasilnega aparata, pa imeli bomo tudi prikaz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED-ja. Da pa so gasilci res izjemno pomembni na Muti, je poudaril župan Mute. Gasilci so povsod, ne samo tu pri nas, bom rekel, steber civilne zaščite, steber reševanja v primeru nesreč, elementarnih dogodkov, poplav, požarov, tudi siceršnjih nesreč. Mi imamo tu licencirane gasilce, prve reševalce jih imenujemo, ko v primeru nenadne odpovedi srca so usposobljeni z defibrilatorjem, svojim znanjem reševati izredna življenjska stanja. Ampak ne samo to, gasilci so tudi sicer nam vedno v pomoč, to je edina organizirana ekipa ljudi v vseh občinah, ki ima veliko znanja, dobro, odlično opremo, predvsem pa imajo srčno željo, voljo, prostovoljci so. In vedno jim spodbujam in rečem, ohranimo to prostovoljnost. Vse se da marsikaj kupiti, ampak takrat, ko rabiš nekaj 10 ljudi, ko je mraz, ko se podrejo smereke, ko pade zaradi viharja drevje na cesti, ko je neurje, kdo je tisti, ki gre in se, bom rekel, ustrezno opremi in gre reševati. Seveda, gasilci so to in cenijo jih tudi občani. Ja, zdaj trenutno nič, ampak se bomo začeli dobivati, da bomo imeli treninge pa na tekmovanja. In hvala Bogu, da imamo tako postrojenje zdaj nov gasilski dom. Kakega sem še bil jaz začetek v gasilstvu, kakve borbe smo imeli zaradi starih kostanjev, nismo smeli graditi v ta gasilski dom.
pa lesenake dovolili, da smo lahko odstranili, pa smo ta gasilski dom zgradili. Jaz sem še bil v starem gasilskem domu, tam v Lesenjem, v Trgu Muta, član gasilskega društva takrat. Gasilstvo, to so pa tak najboljši v občini, mislim. Delovni, zaslužni, vedno jih rabimo, ne? In lepo je, da jih ne samo potrebujejo, ampak tudi spoštujejo njihovo prostovoljno delo. Minuli vikend se je zaključil letošnji festival Lent. Bil je uspešen, prizorišča so bila razprodana, glasba je odmevala po ulicah Maribora. Glasbeniki pa so z navdušenjem vnovič stopili na odre pred glasno publiko. Obiskovalcev bi naj bilo po prvih ocenah okoli 110 000. S koncem letošnjega Lenta pa se je začelo tudi že načrtovanje naslednjega, ki upajo, da ga koronavirus ne bo več okrnil in bodo prizorišča lahko napolnjena do zadnjega kotička. V Derbetincih občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah opravljajo še zadnja dela pri izgradnji razglednega stolpa, s katerega se vidi na eni strani na cerkev Svetega Andraža v Vitomarcih, na drugi pa na del Slovenskih Goric. A tam pogled seže vse do Pohorja. Stolp so zgradili s pomočjo evropskih sredstev, zdaj še čakajo, da uredijo ploščad pred stolpom, načrtujejo pa dejansko tam tudi nov prireditveni prostor. Mi smo z tem projektom Razgledi Ostragove z evropskimi sredstvi, z projekti iz LAS-a za razvoj podeželje, se nekako odločili na tej eni izmed najvišjih točk v naši občini, postavili ta manjši razgledni stolp. Tukaj, kjer sedaj stojiva, bo izgrajena ena taka nadstrešnica, prireditveni prostor, ki se bo v bistvu uporabljal za vse deležnike v občini, tako za občinske namene, kakor za društva, tudi za zasebne namene, ga bo mogoče najeti. Tako da smo resnično dobili še en čudovit prostor za druženje. Jaz upam, da bo tega kmalu čim več. Tukaj je tradicija tudi, da so se prirejala kresovanja, ko še je to bilo možno. Tako da prostor je včasih živel, jaz verjamem, da bo za to pridobitvijo zaživel še bolje. Seveda bi želeli si tukaj tudi kakšno gostinsko ponudbo, želja je tudi kakšna vinska fontana, ampak pustimo to še za naprej. Postavili so ga ob najvišji točki v občini, ob poti, ki vodi tudi do turističnih destinacij. Tukaj v bistvu smo nedaleč stran od številnih vinotočev in kmečkih turizmov, tako da lahko tudi peš odidejo v te kraje. V sklopu projekta pa se bodo tudi izvajale razne aktivnosti, predvsem kolesarski turizem se pri nas zelo razvija. Graditi bomo začeli kolesarske poti v jesenskem času in tudi z dogodkom Kolesarski dan bomo potem popestrili, tako da tudi kolesarji, pohodniki se bodo tukaj ustavljali. Zagotovo pa se ob lepem vremenu vidi daleč naokoli. Rečeno pa za nami čudovit pogled na našo cerkev Svetega Andraža in jaz mislim, da bo v bistvu vsi našli en delček tukaj narave pristne. Naredili bomo tudi, omeniti je potrebno v bistvu ene take piknik prostor, v bistvu bo vse pripravljeno od drv, žara, tako da boš lahko samo prinesel vse za sabo in se ne boš rabil najaviti in si boš priredil en tak lep dan v naši občini. Vsekakor pa je namenjen ne samo turistom, ampak tudi domačinom, da si tudi oni malo spočijejo in si privoščijo lep razgled. Te dni potuje slovenska olimpijska bakla po občinah. Sprejeli so jo tudi že v občini Kungota, kjer so del poti z njo pretekli mladi športniki tako z posamičnih kot ekipnih panog. Ob sprejemu bakle pa so na trgu Plintovec podelili tudi priznanja športnikom in tako zaokrožili prireditev povsem v športnem duhu. Županja je povedala, da tudi v Kungoti že čakajo na letošnje olimpijske igre. In v tem duhu smo tudi pričakali mi prvič v zgodovini olimpijsko baklo tudi na naših tleh. Zelo me veseli, verjamem, da bomo ta projekt prihodnje tudi še skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije ponovili. Kot ste videli, so bili mladi in pa najmlajši izjemno navdušeni. Moram povedati, da smo športno obarvana občina, da se veliko dela tudi v športnih društvih na mladih, predvsem na rekreativnem, pa tudi na vrhunskem športu. In to je nenazadnje danes dokazale so ta priznanja, ki smo jo podelili v sklopu športnika leta še za leto 2019. V lanskem letu nam je namreč prireditev zaradi COVID situacije odpadla, je bila odpovedana, tako da smo sedaj šele lahko izvedli to podelitev. Tako da ja, veseli smo, da je to za nami, da so športniki in športnice dobili svoje priznanja, ki so si jih zaslužili. In sama si želim, da bi bilo še več športnih uspehov, tudi z naše občine, tudi v prihodnje.
Eden tistih, ki je tekel slovensko olimpijsko baklo, je tudi Gaj Gorza, tekmovalec v BMX kolesarjenju, ki nam je naštel svoje zadnje uspehe. Ja, 2019 sem bil državni prvak v BMX-u. Bil sem tudi v skupnem seštevku Alpe Adria, tudi prvi sem osvojil tisto. In osvojil sem tudi skupnem seštevku slovenskega seštevka v Sloveniji. In ob prihodu bakle v Kungoto je razmišljal tudi o svoji udeležbi na olimpijskih igrah. Ja, v bistvu, ko sem začel voziti BMX, so bile moje sanje priti na olimpijsko. Zdaj, ko pa sem videl, da kako mi gre naprej, pa sem ugotovil, da je malo težje zaradi tega, ker v Sloveniji nimamo dovolj urejenih prog za moje treninge in tekme. Drugače pa še imam malo sanje, da bi prišel na olimpijske, samo vem, da bom mogel dosti več delati in drugje, naprimer v Italiji. Zdaj treniram dosti v Italiji. In sem tudi v klubu, v italijanskem klubu, tako da je tam več možnosti, da pridem na olimpijske. Med prejemniki pokalov in priznanj pa je bil tokrat tudi državni reprezentant Majko Ondrič, ki je ponosen na svoje dosežke. Na to, da sem zmagal na mednarodni tekmi, na orodju, ko mi ni ravno tako všeč. Na to sem najbolj ponosen. Pa na to, da sem drugi na državnem prvenstvu. Ja. In tudi on si želi nekoč biti del olimpijske ekipe. Ko sem gledal leta 2024, lahko grem na olimpijske igre, ker sem dovolj takrat star. Drugače pa hočem nastopiti na olimpijske igre. In ve, da se bo moral za to potruditi. Da treniram še vedno tako naprej, da še vedno vztrajam naprej. Treniram mogoče še malo bolj kot zdaj. Ja. In ravno to je na koncu tisto, kar pomaga, da ne samo tečeš z baklo, ampak tudi nastopiš na olimpijskih igrah. Trud in vztrajnost. Ta teden je bila na Ptuju izredna seja, kjer so mestni svetniki razpravljali o problematiki odvoza odpadnega blata s ptujske čistilne naprave. Morebitnega postopanja proti komunalnemu podjetju Ptuj pa niso podprli, saj se jim to zaenkrat zdi neutemeljeno. Sklic izredne seje sta predlagala mestni svetnik iz vrst Desusa ter Andrej Čuš, ki ima v mestnem svetu svojo listo. Kaj Čuš meni, zakaj sklep ni bil sprejet? Očitno se je gospa županja odločila, da bo nadaljevala 20 let staro že videno ptujsko politiko. Vsak, ki malo štrli iz povprečja, ki hoče narediti kaj več, ki ne deli po tem, kaj je levo ali desno, pa kaj je dobro in slabo, se ga seveda mora v kali zatreti. Probleme pa seveda tako skrijemo, da damo glavo v pesek, ampak žal v primeru odpadnega blata, tudi če damo glavo v pesek, nam fejst smrdi in očitno bo še nekaj časa smrdelo. Na Ptuju se pač postavlja neka velika interesno-gospodarska koalicija, ki bo pač delala tako naprej in to seveda pač legitimno, ne vem pa, če je pa pač moralno in pravično, tako bom rekel. Vodstvo komunalnega podjetja Ptuj sta po razkritju nezakonito odloženega blata v Pivoli med drugim očitala netransparentno delovanje, s čimer krni ugled Ptuja ter tega javnega podjetja. Glede teh opominov ali pa pozivov glede tožb, poglejte, to so pritiski, ki se vršijo tako ali drugače. Sicer konec koncev ko enkrat stopiš te politične čevlje, je za pričakovati tisti trenutek, ko nekomu nisi po volji ali pa nekako trčiš na neko stvar, ki je mogoče za nekoga lahko ogrožanje ali njegove, kako bi temu, dozdajšnjega statusa, seveda naletiš lahko hitro na neodobravanje in to se je dogodilo tudi nama s kolegom Čušom. Komunalno podjetje Ptuj je zaradi obtožb zahtevalo javno opravičilo pobudnikov seje in oba sta se tudi opravičila. Kot sta poudarila, se opravičujeta direktorju, če je bil prizadet, nikakor pa ne ljudem, ki svinjajo okoli.
Županja pa poudari, da mestni svetniki niso tisti, ki bi iskali krivca. Nik teh obtožb ali takih in drugačnih so lahko samo organi pregona in sodišča. Ne more to biti mestni svet, ne županja, ne nekdo na ulici. Tako da iz tega vidika mogoče malo nerodna komunikacija. Verjamem, da ni bilo slabo namerno, ampak me tudi veseli, da smo zdaj razčistili ene stvari in da pustimo tistim, ki so pristojni za to, da svoje delo opravijo, pa bomo potem vlekli neke zaključke. Na izredni seji so se mestni svetniki seznanili tudi z možnostmi obdelave komunalnega blata. Samo seznanitveni sklep, da smo pač obdelali to tematiko, da smo se seznanili z različnimi pogledi. Pod drugo točko pa to, da smo naložili delovni skupini, da pripravi predloge rešitev, kar se tiče nadaljne obdelave blata, s ciljem seveda, da tudi dobi neko rešitev, ki bo finančno vzdržna in dolgoročna in da upamo, da se bo čim prej nehalo z takimi praksami, kot se pojavljajo v Sloveniji, ker to mora biti nacionalni interes, ne samo lokalni. Večina meni, da je potrebno najti dolgoročno rešitev za nastale težave z odpadnim blatom. Mi imamo na Ptuju precej problemov. Vemo, da smo se ukvarjali zelo dosti že z cerogajkami. Vemo, da je tam marsikaj čudnega odloženo in nikoli verjetno ne bomo vedeli kaj. Vemo pa tudi, da je obolevnost ljudi na tem področju za rakom izredno visoka, da imamo najslabšo potalnico in da mene osebno kot človeka, ki ima pozitiven odnos do ekologije, boli, da berem neke časopisne naslove, da smo Ptujčani svinjali na okolje. Jaz mislim, da najbolj smo tukaj prizadeti Ptujčani. Komunalno podjetje Ptuj ima pogodbo za odvoz blata sklenjeno s celjskim podjetjem CEP, a je slednje po razkritju Pivoli odstopilo od pogodbe. Zato še ni znano, kdo bo v prihodnje odvažal blato s ptujske čistilne naprave. Toliko za nocoj oddaji Občinski informator. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Jutri bo na Rotovškem trgu potekal izbor športnika leta 2020 Maribora ob 5:30. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbReport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.